Hormuška ožina, tudi medtem ko ti pogovori še potekajo, je nekoliko odprta, vendar pa diplomatska škoda še zdaleč ni odpravljena. Spomnite se operacije Projekt Svoboda, te ameriške vojaške operacije, katere cilj je bil zagotoviti varen prehod skozi ožino Hormuz, vendar je trajala le približno 24 ur po odzivu iz zaliva, ko je Iran odgovoril z ognjem. No, novo poročilo Wall Street Journala trdi, da je Saudska Arabija sprva preprečila ZDA uporabo svojih baz in zračnega prostora za varnostno operacijo, kar je razkrilo veliko razpoko med Washingtonom in Rijadom med vojno. Zaliv. Dilema je naslednja. Želijo si ameriške zaščite, vendar nočejo postati bojišče. Da bi o tem razpravljali in ponudili več vpogleda, se nam pridružuje veleposlanik Mark Severs, nekdanji ameriški veleposlanik v Omanu. Gospod veleposlanik, najlepša hvala, da ste danes z nami na I24 News English. Vem, da gre za eno poročilo, ampak pogovorimo se o tem, kaj dejansko vidimo na terenu. Ali obstajajo oprijemljivi znaki, da so se odnosi ZDA s Saudsko Arabijo po tej vojni kakorkoli spremenili, ali je še vedno prezgodaj za takšne ocene? Rekel bi, da je še prezgodaj za ocene in poročilo v Wall Street Journalu ni njihovo prvo poročilo. Mislim, da so to omenili že pred nekaj tedni, da je bil projekt Svoboda prekinjen po 24 urah, ker sta Saudska Arabija in mislim, da je tudi prvotno poročilo omenjalo Kuvajt, zavrnili dostop do svojih baz Združenim državam. Seveda nič od tega ni bilo potrjeno lokalno, vendar se zdi, da je današnja zgodba osnovana na več virih iz različnih držav. Tako da je verjetno pravilno. To je ena tistih stvari, ki Washingtonu ni všeč, ko se to zgodi. Toda odnos med Saudsko Arabijo in Združenimi državami je dolg, zapleten in pomemben. In mislim, da ga ne bo opredelila samo ta ena zadeva. Ko pa se bo vojna končala, mislim, da bo veliko manevriranja, da se določi, kakšni bodo odnosi Združenih držav z različnimi zalivskimi državami, ko se bo končala. Kar zadeva Saudsko Arabijo v prihodnje, kako bi se ta lahko manj zanašalo na ameriško vojaško podporo in bolj na druge partnerje, na primer Pakistan, ki je lani podpisal ta sporazum o medsebojni obrambi. Torej je Pakistan zdaj partner Saudske Arabije in zdi se, da je v Saudski Arabiji nameščena neka oblika pakistanske vojaške prisotnosti. Saudska Arabija že nekaj časa ni bila napadena strani Irana, to se je zgodilo prej v sovražnostih. Toda vse, odkar je predsednik Trump razglasil premirje, so Iranci napadli Bahrajn in Kuvajt, pa tudi ZDA in celo ZAE. Mislim, da od takrat niso napadali Saudske Arabije, tako da verjetno potekajo neki kanali v ozadju. Prepričan sem, da imajo Katarci svoje kanale z Iranci. In vsaka od teh držav manevrira na nekoliko drugačen način. No, gospa veleposlanica, glede na vaše izkušnje z Omanom, kako Oman uravnava odnose med Washingtonom in Teheranom, še posebej, ko gre za Hormuško ožino? Če Iran zahteva pristojbine ali tako imenovan varen prehod skozi ožino, kakšen pritisk to povzroča Omanu? Torej je Hormuška ožina dejansko bodisi v omanskih teritorialnih vodah ali v iranskih teritorialnih vodah. Skozi njo pa vodita dve poti, južna in severna. Iranci so se z Omanom glede ožine začeli pogovarjati že precej zgodaj v vojni. Mislim, da je bil prvi zapis o tem iz marca, da so potekale stalne razprave. Sprva so Omančani povedali, da podpirajo mednarodno pravo in da nasprotujejo poskusom uvedbe pristojbin. Kasneje so Iranci povedali, da bo Oman skupaj z Iranom usklajeno upravljal promet skozi ožino. Nisem prepričan, da je Oman to sprejel, vendar tudi ne vidim, da bi se močno upirali tej ideji. Tako da bomo morali počakati in videti, kako se bo vse to izšlo. Seveda je bil prvotni rezultat memoranduma o soglasju, ki ga je predsednik Trump podpisal z Iranom pred nekaj tedni, da bi bil odprtje Hormuške ožine. Za 60 dni vendar to ni šlo gladko. In Iran je, kot veste, nadaljeval z napadi na ladijski promet. ZDA so odgovorile
Zdaj se je umirilo, ampak bomo videli. Prejšnji teden so bili tudi napadi na Bahrajn in Kuvajt. Torej, Kaj pa Združeni arabski emirati? Katere ukrepe, če sploh, lahko Združeni arabski emirati sprejmejo, da bi preprečili iranska prizadevanja za zaračunavanje pristojbin za prehod skozi ožino, glede na to, da so tudi Združeni arabski emirati blizu te ožine, blizu vhoda ali izhoda, odvisno od smeri plovbe ladij? prav, torej imajo tudi Združeni arabski emirati velik interes v tej ožini. Mislim, da so Združeni arabski emirati zavzeli najodločnejše stališče med zalivskimi državami glede Irana. Obnašanje Irana je pokazalo, da Iranu ni mogoče zaupati in da Iran predstavlja grožnjo. Mislim, da so vsi pred začetkom vojne ZDA prosili, naj ne gredo v vojno, vsaj javno. Vendar so različne države razvile različna stališča, ko se je to nadaljevalo. Veleposlanik Mark Severs, lepo vas je imeti danes z nami na i24 News English. Vedno cenimo, da z nami delite svoje poglede. Hvala. Najlepša hvala, veselje mi je. Nazaj v studiu še vedno z Owenom Oltmanom. Owen, ko govorimo o hormuški ožini, tudi medtem, ko se v Dohi odvijajo razprave o tehničnih vidikih zagotavljanja, da hormuška ožina ostane odprta, ali vidimo, da je to trenutno v celoti uresničeno? Poglej, delno, kot si omenila Nikol, to je 6. točka iz 14. točkovnega načrta, po katerem naj bi Iranci odprli ožino in jo držali odprto brez pristojbin 60 dni. In mimogrede, to je pomembna določba, če natančno pogledamo besedilo, pomembna fraza. Zakaj? Ker besedilo govori o 60-dnevnem obdobju pogajanj za dosego končnega dogovora. Donald Trump po današnjem poročilu Wall Street Journala pravi, da tega ne vidi kot fiksni rok in ga ne moti, če pogajanja trajajo več kot 60 dni. Ampak ne glede na to, da piše, da lahko pogajanja trajajo 60 dni, je oprostitev pristojbin v hormuški ožini posebej omejena na 60 dni. Torej, pridemo do 19. avgusta, ni dogovora. Iranci lahko po tem dokumentu uvedejo pristojbino na to, kar gre skozi Hormuz. Bomo videli, kaj bo Donald Trump imel za povedati o tem. Ko govorimo o spreminjajočem se odnosu potem v prihodnosti med zalivskimi državami in Združenimi državami, ali je to nova realnost? Ker bi morda želeli nekatere od teh ameriških obrambnih sredstev kot odvračanje proti Iranu, a ko izbruhne kriza, niso pripravljeni dejansko sodelovati vojaško na bojišču ali celo dovoliti ZDA uporabo nekaterih teh baz. Če pogledamo nazaj, mislim, da ne bi smelo biti veliko presenečenje, da večina teh držav nikoli ni želela biti neposredno vključena v vojno in so bile zadržane tudi glede vpletenosti Združenih držav. To so države, ki so skozi desetletja gradile strategijo izogibanja konfliktom, razvoja svojih gospodarstev, uravnoteževanja različnih sil in vzdrževanja tesnih odnosov z Združenimi državami. Pri tem so ohranjali vpliv predvsem prek denarja in geografije. Hkrati pa so lahko vzdrževali odnose z drugimi deli sveta, vključno seveda s Kitajsko. Že v zgodnjih dneh vojne smo rekli, da bodo zalivske države nekakšen barometer, ki nam bo povedal, kdo je zmagal in kdo izgubil. Kam se je prevesilo ravnotežje moči? V zgodnjih dneh vojne se je ravnotežje prevesilo v prid Združenih držav Amerike ali Irana zaradi agresivne in učinkovite ameriške ter izraelske vojaške operacije. Videli smo, da so se te države postavile za Združene države Amerike, čeprav so imele pred vojno različna mnenja o sami vojni. In to je ena od stvari, ki smo jih ponovno izvedeli iz tega poročila Wall Street Journala, da Savdijci sprva niso bili zadovoljni z vojno, a so zaradi zgodnjega uspeha spremenili svoje mnenje. Toda, ko se je nihalo obrnilo in so Iranci dosegli nekaj strateških uspehov, zdaj vidimo, da se Savdijci bolj nagibajo k Iranu, kar povzroča potencialen odziv Združenih držav Amerike, ki pa, kot poroča Wall Street Journal, Savdijcev prav posebej ne skrbi. In to imenujejo znak, kje leži ravnotežje moči. Vsaj tako, kot to vidijo v Rijadu. Owen Altman z razlago, hvala za to.